Dober večer, spoštovani in spoštovane. V tokratnem pogovoru bo ura v programu televizije Vaš kanal namenjena županu občine Krško. Miran Stanko, dobrodošli pri nas. Hvala lepa, lep pozdrav tudi vam. Poglejte, vdajo, v kateri se pogovarjamo z župani in županjami, smo naslovili Županova ura. Glede na vaše številne obveznosti, kot župan ste na čelu občine Krško od leta 2012, kakšen je vaš pogled na ta termin? Čas, ura, prispodob v zvezi s časom je kar veliko. Vse je odvisno od tega, v kakšni situaciji je človek. Če je neko delo intenzivno, če je veliko nalog ali če je veliko nečesa, kar te zanima, takrat je časa vedno premalo, če ti je dolg čas, pravimo, potem je pa časa preveč, ampak jaz moram reči, da v zadnjih 5 letih mi je časa vedno primanjkovalo, vse se je odvijalo zelo hitro in zaradi tega je ta občutek. Ja, zelo hitro se odvija tudi ta obdobje med dvema praznikoma in pred dnevi ste dejali, da lansko leto glede na splošne razmere in sliko, ki je trenutno v državi, za občino Krško ocenjujete uspešno. Kaj vas je vodilo k tej oceni? Predvsem to, da smo uspeli realizirati oziroma pripraviti k realizaciji nekatere ključne projekte. Naj omenim mogoče obvoznico v Krškem, ki je s svojim mostom, torej tisti ključni objekt, in še nekaj večjih objektov, kot so na primer infrastruktura rondoja ali pa zaključek gradnje nekaterih šol in podobno. Skratka, nekatere orehe, ki so dokaj težki zaradi birokracije in drugih ovir, smo uspeli streti ali jih pripraviti za realizacijo, zato smatram, da je temu tako. Čeprav mogoče same številke ne govorijo o 100% realizaciji proračuna, ampak je to bolj igra številka, ti določene zadeve se končujejo, konec leta plačujejo pa naslednjo leto in daje vtis, da ni vse realizirano v tekočem letu. No, če se malce zelo slikovito ste dejali, ustaviva pri tej igri številk, vsekakor bo vaše občane in občanke in gledalce naše televizije zanimalo, kaj pravijo številke v tem obdobju med lanskoletnim praznikom in prihajajočim. Proračun občine Krško je nekje v velikosti 35 milijonov in je bil skoraj v celoti realiziran. Če govorimo na prihodkovni strani, smo praktično blizu 100%, kar se tiče odhodkovne strani pa nekoliko manj, ampak razlog je predvsem v tem, da se plačujejo nekatere zadeve šele potem januarja naslednje leto in se pravi, da je realizacija praktično nekje blizu 100%. No, meni je nekako bilo zelo zanimivo, ko sem malce pregledoval tudi to poročilo, ki ste ga dali v javnost po srečanju z mediji pred dnevi, kjer ste navedli, da na različnih področjih s financiranjem ali sofinanciranjem občina Krško omogoča pogoje za višjo kakovost bivanja. Torej, to vam je pomembno, da je kakovost bivanja vaših občanov malo na višjem nivoju, kot recimo neko povprečje. Zakaj takšno razmišljanje? Kaj vas je vodilo k temu? Torej, vzroka sta dva. Prvič, vsaka občina oziroma neko vodstvo občine, ki želi biti prijazno do svojih občanov, če tako rečem, želi pač, da bi bilo prijetno bivati v tej občini. To je en izmed razlogov. Drugi pomemben razlog je pa predvsem to, da imamo v Krškem nuklearno elektrarno in iz naslova prisotnosti nuklearne elektrarne v Krškem so pričakovanja po kakovosti bivanja v naši občini večja, kot je to običaj v drugih občinah. Seveda si vse posod želijo živeti dobro in udobno in tako naprej, ampak mi imamo mogoče tudi materialne možnosti, da lahko en del teh želja tudi uresničimo. Proračuna za leto 2017 in 2018 sta pod streho, če tako rečemo, to je tudi neka osnova, da se potem lahko realizirajo vsi začrtani cilji. Sta kar optimistično razvojna naložbena naravnana? Ja, še vedno kar velik del denarja namenjamo investicijam, tako da pravzaprav, če rečem, glavna področja, to je področje družbenih dejavnosti, se pravi gradnja šol in vrtcev, po eni strani, po drugi strani pa infrastruktura. Namreč z anketami in tudi sicer stanjem na terenu smo spoznali in videli, da je pravzaprav prioritetna naloga gradnja cestnega omrežja oziroma obnova cestnega omrežja, ki je nekoliko zastala v preteklih letih, zato temu damo večjo pozornost in želimo to tudi popraviti. Tako da investicij je, lahko rečem, še zmeraj precej.
gibljajo se nekje tam okrog 13-14 milijonov, glede na proračun, ki znaša približno 35 milijonov tudi v letu 17, medtem ko v letu 18 pa je proračun nekoliko nižji. Pomembno je, da smo oba proračuna sprejeli že v decembru lani na zadnji seji, tako da zdaj že pripravljamo rebalans, sicer kot posledico dobljene tožbe zoper državo in pa povečane glavarine, tako da računam, da bomo na julijski seji tudi rebalans sprejemali. Če se ustavijo malce pri tem slednjem, ta dobljena tožba napram državi, zanimivo je bilo spremljati odzive v javnosti. Nekateri so rekli super, drugi so nekako odgovarjali precej negativno. Kako vidite vi vso to zgodbo? Jaz gledam pravzaprav kot nek odnos, vsi imamo nekako en tak spoštljiv odnos do države, državnih inštitucij, predvsem do vlade, in damo veliko na besedo vlade. Se pravi, če je vlada nekaj obljubi, potem smatramo, da je to in da bo to tudi realizirano. Mi smo to obljubo dobili v letu 2007, nikoli ni bila realizirana in žal smo mogli potem na koncu s tožbo prisiliti državo ali pa vlado, da realizira del obljub, kljub temu, da je večina obljub še zmeraj odprtih. Gre pa za vzajemen posel, kjer smo mi na eni strani kot občinski sveti in seveda občani sprejeli jedrski objekt v svoj prostor, po drugi strani pa država obljubila določene izboljšave življenja v sami občini Krško, do česar pa potem ni prišlo. No, v naslednjih minutah se bo malce sprehodila bolj konkretno po posameznih dejavnostih, pa seveda bo začela kar z gospodarstvom. Konec koncev, če je gospodarstvo v dobri kondiciji, potem je vse skupaj lažje. Lahko bi rekel, da gospodarstveniki v občini Krško imajo srečo, da nekako ste vi župan, pa bom povedal, zakaj. Konec koncev ste že leta 1990 ustanovili lastno podjetje in razumete vse te potrebe. Kaj je zdaj po vašem mnenju naprimer najbolj ključno? Kaj mora občina še zagotoviti, da bi gospodarstvo naredilo še en korak naprej? Tukaj je mogoče malo preveč pričakovanja, da bo občina ne vem kaj lahko storila. Mi vsekakor skrbimo za prostorske zmožnosti in možnosti. Že v preteklosti je bilo narejeno precej industrijskih con, seveda se postavlja vprašanje, zakaj se te cone ne polnijo. Ne polnijo se predvsem zaradi tega, ker splošne gospodarske razmere niso bile take, da bi lahko spodbujale rast gospodarstva. Moram pa reči, da v zadnjem letu se čuti izboljšanje stanja v gospodarstvu, čuti se konjunktura in posledica je tem, da je povpraševanje po zemljiščih vse večje. Tako da imamo na vseh treh conah, se pravi, če rečem, cona Vrbina, potem cona Drnovo in pa še v Koprivnici, povpraševanje in tudi že realizacijo določenih projektov. Tako da sem zelo optimist glede tega in mislim, da se bodo ta zemljišča kmalu napolnila z ustreznimi objekti, z gospodarskimi objekti, kjer bodo ljudje najti tudi potem ustrezno zaposlitev. Hkrati pa naj poudarim še to, da tudi v enem delu, ki ga je pred leti kupila Krka in zgradila že en obrat, se pripravlja drugi obrat in mislim, da bo tudi ta del pravzaprav en zelo optimističen in bomo lahko tudi tam zaposlovali. No, potrebno pa je vsekakor zelo jasno povedati, del odgovora ste že nakazali prej na začetku. Občina ni tista, ki bo vodila podjetja. Vi pač lahko vzpostavite samo pogoje. Jasno, da vsak podjetnik bo sam nekako vodil podjetje. Včasih so res ta pričakovanja, ko se takole pogovarjamo z gospodarstveniki, malimi in srednjimi podjetji, vsak reče, občina nič ne naredi za nas. No, to je res, mislim, da se to pravim. Treba delati z roko v roki. Občina lahko vpliva na to, da se v nekem okolju razvija gospodarstvo ali ne, ampak samo do določene meje. Seveda poslovne načrte, poslovne ideje, podjetniške ideje, iskanje trga in vse ostale zadeve so stvar podjetnikov. Oni morajo potem najti ustrezne trge, da lahko pravzaprav razvijajo. Samo podjetništvo je zelo zapleten proces, veliko je tveganja, veliko je tudi smelosti potrebne pri tem in zato je zelo pomembno, da ti kot občina, se pravi, saj ne oviraš teh podjetnikov in da jim odpiraš pot tam, kjer jim lahko odpiraš. Je pa naša zakonodaja pač takšna, da precej omejuje pristojnosti občine. Če že gledamo glede prostora, v upravnih postopkih so vse pristojnosti občine odzete in predane upravnim enotam. Tako da včasih slišimo, ja, na občini dolgo čakam za gradbeno dovoljenje. Ne, čakajo ga na upravni enoti, tem je problem.
in tukaj je mogoče malo preveč pričakovanj, kaj lahko vse občina naredi. No, v občini Krško ste v minulih letih na področju kmetijstva zagnali kar nekaj takih zanimivih pilotnih projektov, ki so se izkazali za zelo dobre in kot primer dobre prakse poskušajo tudi v drugih območjih Slovenije storiti kaj podobnega. Tukaj mislim na tržnico, povezovanje pridelovalcev in tako naprej. No, to je nekaj, recimo temu, manjših poskusov, namreč na področju uporabe lokalnih pridelkov. Imamo v Posavju, če lahko rečem širša regija, kar nekaj težav, ker so vsi ti proizvajalci zelo razdrobljeni, majhni in pravzaprav ne omogočajo, oziroma niso niti sposobni priskrbeti dovolj velikih količin pridelkov, da bi lahko oskrbovali, zato je to zelo pomembno, da spodbujamo združevanje teh malih pridelovalcev in na ta način pravzaprav naredimo večji potencial, da bodo lahko potem tudi lažje konkurirali, recimo pri dobavah javnemu sektorju in podobno. Drugo, kar se mi zdi pomembno, pa je, da skrbimo za pogoje in sicer precej smo naredili na področju namakanja in pa komasacij. Torej, ves čas, zdaj že zadnjih 5 let se vsako leto preda nekaj objektov oziroma nekaj področji, ki so komasacijsko obdelani, poleg tega pa zdaj že imamo okrog 250 hektarjev namakanih površin. Zelo dobro se podpira še potem na bazenu, torej ali pa na akumulacijskem jezeru Brežice, kjer je dana možnost za približno še 600 hektarjev namakanja, kar počasi prehaja v fazo pogovorov in realizacije. Torej, priložnosti na področju kmetijstva vsekakor so. Dotaknila bi se tukaj samo še turizma. Skoraj vsak dan slišimo, turizem je priložnost, potrebno se je povezovati, sami ne moremo nič. Kako vi vidite to zgodbo? Absolutno se s tem strinjam. Namreč, če pogledamo, odkot turisti prihajajo, kako vidijo naše kraje, torej ene točke se kakor ne vidijo, morajo pogledati vsaj celo Posavje, če ne že kaj več. V Posavju pa je nekaj priložnosti, predvsem recimo so gradovi, ki so lepo obnovljeni in podobno. Pomembno pa je tudi, da mali ponudniki torej združijo svoje sile in ponudijo take izdelke, take produkte, turistične produkte, ki so potem zanimivi tudi za različne turistične agencije in turiste, ki prihajajo na naše kraje. Predvsem je pomembno, da si viden, da si pa viden, mora biti dovolj velik. Je pa tudi res, da pač je potrebno imeti tudi produkte, ki nekako so toliko kakovostni, da so za ponuditi, ne? V turizmu se prodaja zgodbe in zgodbe naših gradov v Posavju so take, da so lahko zanimive, vendar jih je treba primerno publicirati. Nekaj se že razvija v tej smeri, recimo konkretno v Krškem imamo trapiste in njihovo zgodbo, okrog tega se napleta kar precej takih manjših zgodbic, ki lahko potem predstavljajo potem neko trdno osnovo za to, da lahko potem navzven ponudiš eno tako zgodbo. Konec koncev pravim vedno, hodimo gledati vulkansko deželo v Avstrijo, kjer se jaz ne spomnim, da bi kakšni vulkani kdaj bili, ampak kljub temu to ljudje množično hodijo gledati. Zakaj ne bi gledali tudi naših gradov, kjer pa trapisti so bili? Ja, zgodba vsekakor je tista, ki nekako potegne potem vse nadaljno nadaljevanje. Če se malce ustaviva zdaj na področju okoljskih vprašanj, uvodoma ste pač dejali, da imate pogoje, da občani živijo recimo mogoče bolj kakovostno kot v drugih občinah. Za ta kakovostno bivanje je pa seveda vprašanje pitne vode vedno nekako na prvem mestu, ne? Približno 90% prebivalcev je že priključenih na javni vodovod, teh 10%, kako pa tukaj izgledajo stvari? Dajte, to je tako, kot vse posod, ko govorimo o Pareto načelu, torej 80% rezultata lahko z 20% napora dosežemo, v zadnjih 20% treba pa večino napora dati. Isto velja tudi tukaj, 90% združevanja vodovodov je bilo uspešnih, 10% pa predstavljajo še zmeram lokalni vodovodi, se pravi vaški vodovodi, kjer ljudje pač presojajo, da je ta vodovod bolj varen in da ga lažje kontrolirajo. In gre pravzaprav za vprašanje njihove dobre volje, da se bodo priključili na javni vodovod. Ne glede na to pa lahko rečem, da je voda povsod po naši občini pitna, da jo lahko pijemo neposredno iz pipe.
kar je velika dobrina in glede na to, da vidimo, kaj se dogaja po svetu, glede pitne vode, smo lahko zelo, zelo zadovoljni. Edini problem, ki ga imamo, je Krško polje, torej vrtina Drnovo, kjer je težava z veliko nitrati. Glede tega pa smo šli v projekt izboljšave te vode po naravni poti in upam, da bo uspel, pokazal pozitivne rezultate, da bomo lahko tudi to vrtino uporabljali. Sicer imamo pa zaloge vode dovolj tudi brez te vrtine. Se pa načrtuje verjetno obnova preostalih teh dotrajanih vodovodnih sistemov? Postopek obnove je pravzaprav konstanten proces. V preteklih 2 letih smo upravili to izboljšavo, hidravlične izboljšave, kar pomeni povezavo vseh glavnih vodovodov z nekimi magistralnimi vodovodi. Šlo je za investicijo skupaj z občino Kostanjevica in v enotnem evropskem projektu z občino Brežice. Vloženih je bilo 7,5 milijonov samo v Krški in Kostanjeviški občini. S tem smo dobili sicer boljšo preskrbo, bi rekel, navzkrižno, medtem ko manjši vodovodi pa seveda se ves čas obnavljajo, saj konec koncev te cevi počasi dotrajajo in jih je treba vedno menjavati. Dobri 405 kg odpadkov je prebivalec občine Krško pridelal, v narekovaju rečeno, za lansko leto, tako kažejo podatki. Vaš komentar na to? Glejte, to je nekje v, rekel, konstanta, tudi po drugih občinah gre za približno enake količine. Najbolj bistveno je v tem, koliko so to v resnici odpadki, koliko je pa sekundarna surovina in na tem je treba veliko narediti. Jaz moram reči, da v naši občini tudi s velikim sodelovanjem podjetja Kostak smo uspešni glede tega. Imamo ogromno ekoloških otokov, potem individualnih zbiralnikov, tako da ljudje dejansko zbirajo ločeno plastiko, papir, steklo in ostale surovine in te materijale lahko dejansko uporabimo potem kot sekundarne surovine in to ne predstavlja odpadek. Odpadek je tisto, kar sežgemo ali odložimo, na koncu tega je pa zelo malo, v bistvu na celotno količino, ki jo pridelamo. Sam mislim, da bo teh smeti, ki jih pravzaprav ustvarimo doma ali podjetja in tako naprej, vse več. Samo pogledajte, koliko je embalaže, ko kupimo karkoli. Včasih smo dobili v škrnice zavito, zdaj pa je to vse v nekih plastikah. In če pogledamo ločene zbiralnike, vidimo, da je največ plastike in pa embalaže. Tako da v tej smeri pa smo dobro pripravljeni in mislim, da v redu delamo. Pa tudi osveščenost ljudi je vedno večja, ne? Da, jaz mislim, da je to zelo poučno, ko mene vnuk opomne, da se pravi, ne vem, tam, ko je bil 5 let star, pa je rekel, da nisem v pravo posodo vrgel odpadek, je to že nekaj. Se pravi, vzgojili smo našo naslednjo generacijo, ki bo veliko bolj zvesto sledila tem načelom, kot pa sledimo mi, ki smo že nekako razvajeni. Pri kanalizaciji, odvajanju in čiščenju odpadnih voda imamo približno enako zgodbo kot pri priključitvi na javni vodovod. Tistih zadnjih 20% je potrebno napeti vse sile, ljudje morajo razumeti, da je pač to potrebno, torej nadgradnja bo vsekakor letos in v prihodnjem letih potrebna. Mislim, da je ta sistem prenove kanalizacijskih omrežij nekoliko zastal po celi Sloveniji in predvsem zaradi tega, ker ni več evropskih sredstev, ki bi bila namenjena za ta namen. V občini Krško imamo še dve aglomeracije oziroma območji, ki jih je potrebno urediti, ker so pač večja naselja in je dovolj populacijskih enot, da je to lahko kot en sistem in sicer v okolici Velikega Podloga, vasmi okoli, se pravi, če rečem, od Gržeče vasi, Mraševega in tako naprej. Ta en del projekta nameravamo začeti že letos, drugo je pa območje Rake, ki je ravno tako en tako večje območje, kjer je potrebno ljudi pač priključiti, če rečem, njihove hiše na kanalizacijski sistem. Sicer pa vse ostalo rešujemo z individualnimi čistilnimi napravami, za katere pa občina namenja letno kar precej subvencij, zato da bi pospešila in nekako motivirala ljudi, da si uredijo kanalizacijsko oziroma čistilno napravo doma pri hiši. No pa tudi nekako zakon, ta evropska uredba je tudi postavila določene datume, ne? Da, postavila jih na leto 2017, vendar pa zgleda, da v celi Sloveniji to ni uspelo in se vse skupaj premaknilo na leto 2023. Ampak ne gre toliko za lovljenje datumov, kot za to, da želimo živeti v bolj čistem okolju. In v Krškem smo reševali ta problem predvsem zaradi tega, ker so krško-poljske vasi direktno svoje odplake spuščale v rezervoar pitne vode in to ni dobro, bi rekel, za kakovost življenja, tako ali drugače. Zato je potrebno te zadeve urediti. Se pravi, ne zaradi uredbe, ampak zaradi nas samih.
Za kakovost življenja občanov, pa tudi tistih, ki pač pridejo, bodi si kot turisti ali pač s kakšnim drugim namenom ali samo potujejo skozi območje občine Krško ali skozi samo Krško kot osrednjo upravno središče, pa je tudi zelo pomembno, da je nekako čim bolj pretočna, prijazna, sodobna prometna infrastruktura in prometna politika. Ja, ta sistem avtocest, ki je sicer prinesel veliko dobrega, je hkrati za Krško prinesel tudi nekaj slabega. Predvsem zato, ker so se prometni tokovi preusmerili na relaciji Celje-Drnovo in seveda ves promet gre neposredno skozi center mesta Krško. Zato smo zelo veseli, da napreduje projekt obvoznice Krško in sicer zgradnja 3. mostu in prenovo teh cest, ki pripadajo k temu mostu in obvoznici. Tako da računam, da bo nekje konec leta 2018 oziroma začetku leta 2019 začela delovati obvoznica in bo se cesta G1, se pravi Celje-Drnovo, preselila na, mi rečemo temu, štajersko stran ali pa na, se pravi, levi breg reke Save. S tem se bo mesto očistilo prometa in bo lahko povsem drugačno zaživelo in seveda omogočilo tudi nadaljnji razvoj samih mestnih ulic in življenja v mestu. No, v tem sklopu je zanesljivo primerno tudi vprašanje, konec koncev živimo v zelo hitrem času, digitalizacija in vse se dnevno spreminja, ta širokopasovne povezave in vsa ta infrastruktura je tudi zelo pomembna. Krško je nekako v tistem valu lovljenja evropskih sredstev kandidirali tudi za evropski projekt, se pravi digitalizacija ali pa širokopasovnih povezav v tako imenovanih belih lisah, to je tam, kjer ni ekonomskega interesa večjih ponudnikov, zato smo pristopili k temu projektu, dobili od Evrope 6 milijonov, zgradili precej, se pravi, priključkov in glavnih vodov. Potem pa smo videli, da je treba še dofinancirati in smo do sedaj vložili še nadaljnjih skoraj 6 milijonov za to, da smo zgradili približno 500 km optičnega omrežja, priključili pa približno skoraj 3000 uporabnikov, tako da mislim, da počasi to omrežje dobiva svoj osnovni namen in pomen, tako da praktično danes lahko se priključujejo ljudje kjerkoli v vsaki vasi na optiko. Malo bova še za minuto ali dve se dotaknila področja izobraževanja. Znanja ni nikoli dovolj, znanje je tudi tista prednost, ko recimo lahko odstopiš, če imaš, seveda pa morajo biti pogoji. Začne se pa že, dali ste lep primer z vašim vnukom, že pri najmanjših, praktično v vrtcu. Ja, v naši občini imamo kar razvejan ta sistem in sicer gre za 7 vrtcev in 8 osnovnih šol, od tega je ena osnovna šola specialna oziroma šola za otroke s posebnimi potrebami. Praktično letno iz proračuna damo 8 milijonov evrov za financiranje in funkcioniranje celotnega sistema, tako da je ta izobraževalni sistem, predvsem pa v predšolski vzgoji, ki v celoti v domeni občine je dobro poskrbljen in mislim, da v naši občini nikogar, nobenega od staršev ali nobenega otroka, ki je želel iti v vrtec, pa ne bi mogel iti v vrtec. Skratka, imamo 100% zasedenost oziroma 100% omogočanje. S tem tudi seveda, da dajemo precej velike subvencije poleg tistih, ki jih sicer že zakoni predpisujejo, damo potem še po odloku občinskega sveta še dodatno subvencijo staršem, ki bi sicer mogli sami plačevati vrtce, tako da je precej ugodno imeti otroka v vrtcu v Krški občini. No, naši gledalci v raznih, bom rekel, informativnih oddajah lahko zelo pogosto spremljajo, da je za vas tudi zelo pomembno, da so osnovne šole primerno urejene, torej energetsko opremljene, da so pogoji za učenje sodobni. Ja, absolutno. Moram reči, da vse te stavbe, ki sem jih omenil, se pravi 8 šol, 7 vrtcev, da so bile zgrajene ali obnovljene nekje v zlati dobi, jaz rečem temu obdobju baby boom, in sicer v letih 76 do ali pa nekje 70 letih. Te stavbe so sedaj 40 let stare in tega smo se zavedli že pred 5-6 leti, še mogoče nekaj več, začeli z obnovo, tako da smo že precej daleč z obnovo vseh šol. Imamo še nekaj nalog, recimo na področju vrtcev, še vrtec v Brestanici, vrtec na Senovem, gradnjo vrtca v Velikem Podlogu, po drugi strani pa pri šolskih objektih moramo zgraditi ali pa obnoviti energetsko še šolo v Podbočju in pa seveda šolo dr. Mihajlo Rostohar.
se pa že pojavljajo spet nove potrebe, tako da ta cikl se non-stop vrti in vedno je treba vlagati v te šolske objekte. Je pa nekako to pomembno, da se vlaga v šolske objekte? Torej, absolutno gre za to, da se izboljšujejo pogoji delovanja v šolah, da se sledi standardom, ki so potrebni pač za to, da je normalno poteka učni proces in skratka, če ne skrbi sproti, moraš potem naenkrat v veliko večji meri in z veliko večjimi vložki. Toliko v prvem delu pogovora, sestavni del županove ure pa je tudi rubrika Županov gost. Pa čez nekaj trenutkov bomo vsekakor videli, kdo se nam bo pridružil v studiu. Znova smo nazaj, spremljate oddajo Županov ura, gost Miran Stanko, župan občine Krško, sledi rubrika Županov gost. Sestavni del oddaje je torej rubrika Županov gost in pridružil se nam je v studiu Mitja Režman, ravnatelj Glasbene šole Krško. Dobrodošli in lep pozdrav. Hvala lepa. Bova pa najprej, župan, midva rekla, zakaj takšna odločitev za tega gosta? Jaz mislim, da za Krčane, če bi se njih vprašali, bi jim bilo popolnoma jasno, zakaj. Namreč v zadnjih 40 letih je Glasbena šola pustila en res globok vtis. Odtis v občini Krško, vzgojila je ogromno mladih glasbenikov in s tem pravzaprav omogočila rešitev kulture, glasbene kulture in splošne kulture med veliko ljudi. Veliko je znanih ljudi, ki so glasbeniki in nastopajo povsod po svetu in izhajajo iz Krške glasbene šole. Pravzaprav iz nekoč anonimne, male, preko podeželske glasbene šole je nastala velika in pomembna glasbena šola in zato se mi zdi pomembno, da s tem povabilom damo pravzaprav tej šoli tudi priznanje in pravzaprav povemo, da je ta šola nekaj zelo pomembnega za naše kraje. Pa naj si bo to frajtonarica na eni strani, pa na drugi strani simfoniki, vsi so pustili zelo veliko v tem našem prostoru. Mitja Režman, ravnatelj Glasbene šole Krško, župan je napravil en lep uvod, midva pa bo nadaljevala takole. V enem priložnosti sem zaznal za vašo šolo tudi izraz kulturna glasbena ikona. Kako ga komentirate? Ja, seveda, glasbena šola vsekakor pušča en širši odtis v kraju, kot je pa samo izobraževanje, bi rekel, inštrumenta, petja, plesa in vseh teh sestavnih delov, ki jih pri nas počnemo, pušča en kulturni pečat in dviga en splošen, bi rekel, nivo sobivanja v krški občini. Mislim, da se pri nas tega dobro zavedamo, tudi naših učencev ne smatramo samo kot pomanjšane študente glasbe z izrazitimi glasbenimi nadarjenostmi in tako naprej, ampak jih razumemo kot večplastne osebe, ki so, bi rekel, z različno mero nadarjenosti prišli in poiskali stik z našo ustanovo in smatram, da vsak od naših čez 500 vpisanih otrok mora dobiti ustrezno informacijo, ustrezno popotnico za svoje življenje, pa naj si bo na najvišjem nivoju skozi, bi rekel, tekmovanja, skozi vključevanje v kasnejše oblike izobraževanja na srednjo šolo in tako naprej, ali v smislu vključevanja v orkestre, se pravi v kontekst amaterskega muziciranja, ali pa da se jih okrepi kot kvalitetne poslušalce, odjemalce kulturnega življenja v nekem kraju in se jim nekako privzgoji ta občutek do lepega, estetskega in kulturnega. No, dejstvo je, da predvsem dva sestava iz Glasbene šole Krško izstopata v širšem slovenskem, pa tudi, če rečemo, v tujini sta pustila v vseh teh letih pečat. To sta pihalni orkester in simfonični orkester. Res je, to so pomembni sestavi, ki se seveda in kadrovsko in po samih učencih, ki prihajajo, napajajo iz same glasbene šole, so pa tudi že zdavnaj presegli okvir samega delovanja glasbene šole, so starejši sestavi tudi, ne. Ampak v Krškem se krepi orkestrska igra od malih otrok naprej. Se pravi, že znotraj glasbene šole obstaja 5 ali 6 orkestrov
ki so nekako neka kadrovska osnova za kasnejše delovanje. Moram reči, da ima v Krško še en velik orkester, to je Krški Big Band, ki se ne nazadnje tudi več ali manj napaja iz teh glasbenikov, ki izhajajo iz naše šole. In pa že sama struktura poučevanja na glasbeni šoli je vedno usmerjena v orkestersko igro. Glasbena šola, javna glasbena šola lahko nastane samo, če izobražuje določeno število orkestrskih inštrumentov in če znotraj šole delujejo ti orkestri. Ravno zaradi dviga amaterske kulture in orkestrskega igranja tudi po končanem izobraževanju. No, omenili ste, da vaša vloga ni samo mlade naučiti igrati inštrument in približati glasbo, ampak je vaša vloga veliko, veliko več. To konec koncev dokazujete tudi s projektom, ki ste ga začeli pred dobrim desetletjem. Podali ste roko otrokom z posebnimi potrebami. To je nek unikum v prostoru. Res je. Zanimivo je, da samo glasbeno šolstvo kot tako temelji na sprejemanju nadarjenih kandidatov v svoj sistem izobraževanja. Zdaj, iz tega naslova morda so otroci s posebnimi potrebami izključeni po nekih zasnovah, ki jih imajo, vendarle v ta, bi rekel, čarobni in kvaliteten svet glasbe tudi oni lahko na nek način vstopajo, tudi če se ne držijo te strukture izobraževanja, ki sicer vlada recimo na individualnih inštrumentih in tako naprej. In zdaj, da se je to zgodilo pri nas na naši šoli, sta bila predvsem potrebna dva momenta. Prvi je bil ta, da pri nas obstajajo ljudje, ki so z neko toplino, navdušenjem bili sposobni sprejeti te otroke kot učitelji. Tu vendarle verjetno bi bilo treba tudi izpostaviti, da v glavnem je to šlo pri 12 let nazaj za učiteljico, ki sicer poučuje pri nas kitaro, to je gospa Branka Žičkar, ki je skozi vsa ta leta, bi rekel, sprejela tam med 30 in 40 teh otrok, ki so več ali manj ostali tudi pri njej na izobraževanju in se potem razširili po šoli na druge inštrumente za tiste, ki so bili to pač sposobni in pripravljeni. Drugi so pa ostali na nekem elementarnem stiku z glasbo, skozi ritem, skozi petje, skozi neko igro in tako naprej. In po drugi strani, razen te srčnosti in pripravljenosti ljudi, ki so to sprejeli, je bil pa potreben nek sistemski pogum za porušiti tisti okvir, v katerega je glasbena šola zakonsko in tako upeta. Tu pa je recimo zasluga prejšnjega ravnatelja, gospoda Draga Gradiška, da je z veseljem odprl ta vrata, da je to šolo naredil, bi rekel, ne birokratsko preveč ujeto, in potem kasneje smo to seveda tudi nadaljevali, poskušali tudi spostaviti en sistemski okvir za izobraževanje teh otrok, dokaj daleč smo že prišli s tem, naredili smo osnutek popravljenega zakona o glasbenem šolstvu, ki bi takšno skupino otrok tudi predvideval, ker zakon o glasbenih šolah ne omogoča samo izobraževanja v smeri glasba, ampak imamo tudi predšolsko glasbeno vzgojo in neke druge programe, ki si ne krepijo iz letnika v letnik in nimajo za seboj spričeval in primerljivih na nivoju države in tako naprej. In da bi kot en takšen paralelen program sprejeli tudi program za ukvarjanje z otroci s posebnimi potrebami, to je zelo daleč prišlo in žal je padlo ravno tisti moment krize, ki se je pač pri nas pojavila v javnem sektorju in je to več ali manj zastalo. Želeli smo pa to sistemsko omogočiti seveda tudi drugim v Sloveniji in v drugih regijah in v drugih šolskih okoliših. To je bil cilj in ideja. No, vaše besede samo potrjujejo, da ima in tudi nagovor župana, da ima šola res poseben pomen v občini Krško in širše. Čisto za konec v enem stavku načrti za prihodnost. Načrti za prihodnost še naprej krepiti to večplastnost, ki se na naši šoli dogaja, se pravi, koliko se le da porušiti ovire za neko notranje delo,
da se kvalitete in raznovrstnosti, ki jih ti učitelji pri nas imajo, ki izhajajo iz tega glasbenega mesta, iz vseh teh orkestrov in ne nazadnje tudi iz glasbene šole in se vračajo v njo kot učitelji, ne. Vse to so ene kvalitete, ki so zanimive in na večjih področjih izkazujejo svojo ustvarjalnost in poskušamo jih v tem ne omejevati in nekako graditi zasnovo ene široke glasbene šole, tako kot je gospod župan povedal, od frajtonarce do vrhunskih rezultatov solistov ali pa orkestrskih ali pa... Naj vam to tako dobro uspeva tudi v prihodnje. Hvala lepa za obisk v oddaji Županova ura. Bili ste gost župana Mirana Stanka, župana občine Krško in srečno. Hvala lepa za povabilo. Hvala. Spremljate oddajo Županova ura, z nami Miran Stanko, župan občine Krško. Gospod župan, lahko rečemo, da je Krško športno mesto. Tukaj ni dvoma. Ja, jaz mislim, da je res tako, da ni dvoma, imamo izjemno veliko športnih društev. Seveda sedaj v tem trenutku izstopa še posebej nogometaši, ampak bolj kot prva liga je pomembno to, kaj se dogaja od zadaj. Imamo preko 400 mladih, ki so zavzeti nogometaši, to so otroci, ki trenirajo in po snegu, dežju in po vsakem vremenu. Skratka, dober podmladek, seveda pa to velja tudi za druga področja, od rokometa in potem nešteto športov, v katerih se mladi ukvarjajo. No, eden bolj pomembnih projektov je vsekakor ena celovita prenova stadiona Matija Gubca. Kako stvari tukaj potekajo? Torej gre za objekt, ki je tudi nastal nekje v 70-ih letih. Bil je primarno namenjen Speedwayu. Speedway v Krškem ima tradicijo, vendar to ni šport, ki bi se stalno odvijal. Je nekaj prireditev na letni ravni, nekaj treningov. Bolje pa sedaj namenjen nogometu in nekaterim drugim športom in zato je pač v toliko letih je potrebna določena obnova, predvsem pa posodobitev v smislu tehnike in pa tudi zaščite. Nenazadnje je sama zasnova stadiona že nekoliko zastarela. Tako da vsako leto vložimo nekaj sredstev v to, da bi objekt izboljšali in ga počasi pripeljali do neke nove podobe in oblike. Za letošnje leto imamo v načrtu prenovo zelenice za nogomet, ki je v lanskem letu ob nevihti bolj spominjena na jezero kot pa na igrišče. Tako da to je seveda ena izmed nalog, jih je pa še nekaj. In pa seveda tudi vztrajno skrbite, da vsa športna infrastruktura po krajevnih skupnostih je, tako kot pravite, pomembno je, da imajo občani in predvsem mladi možnost, da se ukvarjajo športom. Torej, naloga občine je znano, da je, oziroma naša strategija tudi takšna, da predvsem želimo vpeljati v svet športa mladino, pravi, da bi neke gibalne navade jim privzgojili, podpirati šolski sistem v tem smislu in seveda starejši generaciji tudi omogoči, da se lahko tudi v kasnejših letih ukvarja športom. Gre pravzaprav bolj za tisto, da želimo podpirati širok šport, torej šport širokih množic, manj pa seveda vrhunski šport, čeprav tudi iz te strani prihaja precej želja in potreb po denarju. Res je tudi, da če se posvetimo vrhunskemu športu, potem zmanjka denarja za vas ostali šport, kajti vrhunski šport je vedno zelo drag. Tako da jaz mislim, da je ravno to razvejanost števila različnih športnih objektov, je to tisto, kar daje temeljne pogoje za to, da se lahko vsi udejstvujejo v športu. No, sedaj pa bova naše gledalce upeljala v rubriko, v kateri bodo člani občinskega sveta, torej lokalni politiki, mojemu in vašemu gostu, županu občine Krško, zastavili nekaj vprašanj. Sledi rubrika Svetniška vprašanja. Šli smo torej na teren v občino Krško in pogovarjali se z dvema občinskima svetnikoma. Najprej bo na vrsti Vlado Bezjak, Desus. Za župana ima dve vprašanji, pa poglejmo najprej prvo. Zanima me, kdaj boste imeli sredstva na razpolago, da se asfaltira večnamenska pot od hidroelektrarne Krško do Blance? Torej, župan, odgovor sledi. Gre za pot, ki pomeni del infrastrukture, ki bi jo želeli spremeniti v kolesarske steze, ki sicer so že sedaj, je v makadamski obliki. Gre pa za en temeljni problem, da je lastnik teh
poti, pravzaprav podjetje Infra in kasneje podjetje HES, pravi hidroelektrarne na spodnji Savi. Zato je treba tak projekt izpeljati z njim v sodelovanju, vedno pa niso najbolj veseli takega sodelovanja, ker to pomeni tudi določene probleme. Moram pa reči, da vsako leto približno 100 000 evrov namenjamo za različne, ali pa za širjenje omrežja kolesarskih poti in se bo tudi za ta projekt našel denar. No, svetnik Vlado Bezjak ima še eno vprašanje za vas. Za to vprašanje bi pa mogoče lahko rekli, da malce je tudi turistično obarvano. Poglejmo. Ali razmišljate o tem, da bi se brestaniški bazen nadkril in tako bi bila kopalna sezona povečana ne samo za 2 meseca v letu? Greste kdaj na kopanje v brestaniški bazen? Včasih poleti, ampak moram priznati, da relativno malo. Gre v bistvu za objekt, ki je nekako eno tako čudno usodo že ves čas doživlja, je bil obnovljen, res nadkrit. Žal je kopalna sezona samo 3 mesece in o širitvi ali pa podaljšanju kopalne sezone smo povprašali tudi naše občane, kaj misli o tem. Približno 20% vprašanih bi uporabljalo bazen tudi v podaljšanju kopalne sezone. Tej ideji, ki je bila navržena, pa je dalo krila predvsem to, da smo nadkrili ponovno tenis igrišče, ki je po dimenzijah približno enako kopalnemu bazenu. Znesek za nadkritje je bil relativno majhen, vsekakor bistveno manjši od tega, koliko bi bilo treba dati za nov bazen. Če se bo politika strinjala, lokalna politika strinjala s tem, moj glas je za to, da bi se ta bazen nadkril. Seveda je pa potem v rokah in v usodi občanov, ali bodo to nadkritje tudi uporabljali. Tako, hvala za konkreten odgovor. Naslednje vprašanje, prvo od 2, pa zastavlja svetnik Silvo Krošelj, SD. Njegova vprašanje pa gredo čisto v drugo smer. Kdaj bomo pričeli izgradnjo Mrliške vežice? Torej, glede na to, da je gospod svetnik hkrati tudi predsednik krajevne skupnosti Raka, predvidevam, da gre za Mrliško vežico na Raki. Torej, sicer je ta Mrliška vežica v lasti in v upravljanju krajevne skupnosti, vem pa, da krajevna skupnost nima toliko denarja, da bi lahko sama zgradila to Mrliško vežico. Gre za investicijo v vrednosti približno 350 tisoč evrov. No, pogovori o tem, kako zapreti finančno konstrukcijo poteka in jaz sem pripričan, da bo že v letošnjem letu stekla gradnja tega objekta. No, njegovo drugo vprašanje, torej od svetnika Silva Krošlja, pa je z okoljskega področja. Kako napreduje projekt ureditev trga in kanalizacijskega omrežja za naselje Raka in Cerje na Raki? Gre dejansko za projekt, kot sem ga že prej omenil, pri problemih, torej kaj imamo še za narediti na področju aglomeracij in kanalizacijskih omrežij. Precej zahteven projekt in ta projekt sicer načrtujemo začetek tega projekta že v letošnjem letu. So pa določene težave s soglasji lastnikov zemljišč, kajti sam trg na Raki, ki bo deležen prvega posega, je precej lastniško še nerešen in je nekaj zasebnih lastnikov, ki pa ne dajo soglasja. Torej, če bomo uspeli vse papirnato urediti v letošnjem letu, začnemo z deli, sicer pa v naslednjem letu in računam, da približno v enem letu naj bi ta kanalizacijski sistem, za katerega sem rekel, da je zapleten in precej drag, da bo potem v približno enem letu tudi končan. Hvala lepa, župan, za te konkretne odgovore. Torej, lokalna politika je izvedela zopet nekaj novega in konkretnega od prvega moža občine Krško. Če so prej rekla, da Krško je absolutno mesto športa, pa lahko tudi rečeva, da Krško je absolutno tudi mesto, kjer je kultura doma. Konec koncev tudi vaš gost je to zelo jasno povedal, ampak tukaj mislim na to kulturo, Valvarzorjeva knjižnica in vse ostalo, kar sodi zraven. Res je, ne samo glasbena kultura, tudi ostala dejstvovanja v kulturi so zelo prisotna, močna. Naj nam samo izpostavim gledališke skupine, se pravi vse novo z 2 ali pa z eno tako izrazito, potem Leskovec, Brestanica in tako naprej.
To je to, seveda po drugi strani pa je osrednje kulturno vprašanje v občini Krško po vseh obnovah objektov, kdaj bo zgrajena knjižnica. No, jaz moram reči, da smo v letošnjem letu naredili odločilen preboj, uspeli smo se dogovoriti in tudi kupiti Kapucinski samostan z vsemi pripadajočimi zemljišči in s tem dobili osnovo, da lahko tam gradimo nov prizidek knjižnici. Trenutno smo v fazi pridobivanja dokumentacije, torej občinskega podrobnega prostorskega načrta, tako da računam, da bo v letu 2018 že zabrnela, ali pa pač, ko rečemo, figurativno zapičena prva lopata, skratka v drugem letu naj bi to začeli, nekje kakšno leto pa naj bi ta objekt tudi bil svečano odprt. Gre pa za res lep objekt, ki se bo odlično skladal z obstoječim samostanom. Hkrati pa bomo ohranili tudi samostan v tej osnovni funkciji in v funkciji knjižnice, tako da bomo pravzaprav ta prostor odlično zapolnili. Pripričan sem v to. No, to je zelo dobra novica. Sedaj pa se bo malce preselila na področje, za katerega pa lahko rečemo, da se tako ali drugače z njim nekajkrat v življenju srečujemo. To je na področje zdravstva. Zdravje je pa precej občutljiva zadeva, ne? Tukaj so ljudje včasih težko razumejo, da pa se ne da vse čisto iz danes na jutri. V Krškem smo en tak pomemben preboj naredili nekje tam v začetku, torej v letu 2000, ko smo zgradili nov zdravstveni dom. Pečat in pa takt zdravstvu v Krški občini vsekakor daje nuklearna elektrarna. Ljudje zaradi prisotnosti nuklearne elektrarne pričakujejo določen nadstandard in prav je tako. Sprememba sistema urgence je precej prahu dvignila v naših krajih, predvsem zato, da smo mi dosegli že en precej zavidljiv nivo zdravstvenega varstva tudi na tem delu, se pravi na delu urgence. S tem, da se je urgentni center preselil v Brežice, smo bili zelo nezadovoljni. Torej, zbrali smo okrog 8000 podpisov in jih predali ministrici, vendar to ni kaj bistveno pomagalo. Trenutno se pogovarjamo o tem, da bi sedanji urgentni center v Krškem, ki deluje sicer, ne deluje pa preko vikendov, popoldan oziroma po noči, da bi ga nekako s subvencijami pomagali vzdrževati tudi v tem obdobju, da bi lahko ljudje pač to tudi koristno uporabljali. Moram pa reči, da po drugi strani gre mogoče tudi malo pri zdravju za izkoriščanje tega urgentnega centra in sicer od 26 000 občanov, kolikor jih je v Krškem, jih je urgentni center obiskalo 14 000 v enem letu. To je pa malo čudna statistika, da je vsak drugi Krčan karkoli imel takega, da je mogel iti na urgenco. To kaže malo v smeri, da ljudje tudi to izkoriščajo. No, ne glede na to, jaz mislim, da je prav, da en tak center, da je na razpolago ljudem ves čas in bomo na tak ali drugačen način to tudi vzpostavili. Kaj pa javna služba lekarniške dejavnosti? Tudi tukaj se včasih malo krešajo mnenja, ne? No, jaz mislim, da v Krškem je zato dobro poskrbljeno, posebnih pripomb ni. Imamo 3 lekarne, ena je na Senovem, 2 pa v Krškem in so vedno na voljo ljudem, tako da mislim pa, da smo se tudi vsi skupaj navadili na obratovalni čas in tista nujna zdravila, ki jih imamo, pravi čas nabavimo, tako da ni kakšnih posebnih pripomb z tega področja. In še stavek 2 o socialni politiki. Ja, v Krški občini imamo kar nekaj socialnih problemov, vendar smo hkrati tudi nekoliko z denarjem od nuklearke uspeli vzpostaviti en sistem socialnih podpor, če rečem, nekih enkratnih socialnih pomoči, po drugi strani imamo pa pomoč na domu za starejše občane, kajti znano je, da ljudje, ali pa logično je seveda tudi, da ljudje ne želimo, ko smo že starejši, ne želimo iti v domove, ampak želimo biti doma, kjer smo med svojci, ali pa če že nimamo svojcev doma, pa da smo vsaj v okolju, ki nam je domače in znano. In zato podpiramo in plačujemo tudi približno 20 ljudi, ki v okviru Centra za socialno delo nudijo pomoč na domu, takšno ali drugačno, ali rekel, fizično pomoč, ali s prehrano, ali pa samo s pogovorom. Poleg tega podpiramo tudi projekt Starejši za starejše, to je ga izvaja Društvo upokojencev, je tudi zelo, zelo pomemben projekt, kajti starejši se pogovarjajo s svojimi vrstniki in govorijo mogoče o problemih, ki jih oni lažje razumejo, kot pa mlajši, ki skrbijo za te starejše. Kakorkoli, to je v bistvu z relativno majhnim denarjem možno doseči in pravzaprav dosegamo kar velike učinke skozi ta majhen vložek. No,
Če tukaj samo nadaljujem, to je nekako dokaz, da če je dobra volja in pripravljenost obeh stranih za sodelovanje, se da marsikaj premakniti, morda tudi kakšen problem, ki je nerešljiv v nekem trenutku. Glejte, vse je stvar pogovorov. Namreč s silo ali pa z nekimi prepiri ne prideš daleč. Nimamo daleč krajev, kjer so dokazi za to. Vsekakor sam sem pa človek, ki želim nekako v soglasju in s sodelovanjem z drugimi pride do tistih ciljev, nekako ljudem tudi razložiti, zakaj ravno ti cilji, in če jih razumejo, potem imaš tudi soglasje pri sami izvedbi, nimaš uporov, nimaš nepotrebnega trošenja energije za kreganje, prepire in ne vem kaj še vse drugo, ne nazadnje si potem na prvih straneh nekih časopisov. To nima nobenega smisla, pomembno je, da smo složni in da naredimo tisto, kar je najbolj nujno. Tukaj moram tudi pohvaliti občinski svet, ki razume take ključne projekte in jih tudi podpira. Pred vrati je letošnji občinski praznik, konec koncev se nekako celo to uro najin pogovor vrti okoli tega, kaj je bilo narejenega, kaj še bo. Številne prireditve se bodo zgodile tja do 10. junija, dejali ste mi predodajo, več kot 80 jih bo, pa nekaj tudi ključnih naložb bodo predane namenu. Ja, res je. Torej, odprli bomo en vrtec v Leskovcu, potem odpiramo tudi krožišče na državni cesti v Velikem Podlogu, to je tudi neka taka nevralgična točka, kjer je prihajalo do prometnih nesreč tudi s tragičnimi izidi in si to ljudje dolgo leta že želijo. Nekako smo uspeli ta projekt narediti. Poleg tega pa odpiramo še nekaj mostov, cest, obnov cest in tako naprej. Vemo, da je to mogoče tudi nekoliko, kako bi rekel temu, pač priložnostnih prireditev, ki se, čeprav se objekti že nekaj časa uporabljajo, ampak gre v bistvu za to, da smo takrat, kadar smo vsi razigrani, veseli in v prazniku smo takšni, da se tudi pohvalimo z določenimi dosežki, ki smo jih uspeli v preteklem letu narediti, se skupaj poveselimo o tem. Osrednja prireditev pa bo v sredo 7. junija. Tako je, ta prireditev bo ob 17. uri v Kulturnem domu, tako kot je že tradicija. Letos bo slavnostni govornik, predsednik države, gospod Borut Pahor, nastopili bodo tudi naši simfoniki. Pričakujem, tako kot vsako leto, eno tako prijetno prireditev na visoki ravni. No, potem po sami prireditvi pa bomo imeli druženje pred Kulturnim domom. Ponavadi poskrbijo za dobro voljo in pa za celotno aranžma naši aktivi, kmečkih žena in pa ostali aktivi raznih vinogradnikov in podobno. Iz vseh naših krajevnih skupnosti se predstavijo na stojnicah in takrat je prilika, da pravzaprav v zelo kratkem času obiščemo vse krajevne skupnosti v naši občini. No in to je tudi priložnost, da naši gledalci v teh dneh prazničnih obiščejo Krško in samo občino in jo spoznajo in tudi začutijo. Vsekakor jaz pravzaprav vabim ne samo naše občane, ampak tudi ostale, torej iz bližnje in daljne okolice, torej da se nam pridružijo, pridejo skupaj z nami praznovati in da pravzaprav tudi začutijo utrip samega mesta Krško in pa seveda naših 16 krajevnih skupnosti, ki tvorijo našo občino. Gospod župan, preden se bova poslovila, pa naj jo čaka še zadnja rubrika, ki smo jo mi poimenovali Bitka s časom. No, v tej rubriki Bitka s časom pa za zaključek kakšno vprašanje bolj osebne narave. V zadnjem obdobju spoznavate Slovenijo in tujino z avtodomom. Kakšni so občutki? Ja, občutki so enkratni. Nekako sem se zadolbil v avtodomarstvo že pred mnogimi leti in ga vse bolj in bolj prakticiram. Tako da srečujem veliko ljudi, veliko je kontaktov. Skratka, to druženje z avtodomom se mi zdi en tak sproščujoč dogodek, sproščujoč čas, ki me pravzaprav nekako razelektri, če se prej v rednem delu pač naelektriš. No, s ceste bo šla pa v zrak, namreč imate licenco športnega pilota. Kdaj ste nazadnje leteli? No, moram reči, tukaj ne moram ravno pohvaliti. Letel sem lansko leto, enkrat vendar pa licenco vzdržujem in nekako sem se zaobljubil, da bom v kratkem zopet nadaljeval s tem. Ugotovil sem pa, da teh veščin ne pozabiš kar zlepa in skratka, to mi je nek šport, ki me zelo veseli, pa vedno potrebno kar precej časa, da pravzaprav vse skupaj izpelješ. In za konec seveda vprašanje, ki zanima
bom rekel, vse občane in občanke, predvsem pa jasno vaše podpornike. Slišati je na krških ulicah, da naj bi lokalne volitve prihodnje leto minile brez vas. Je kaj resnice? Glejte, imamo še več kot leto do takrat, še bodo momenti odločanja in sprejemanja odločitve. Skratka, jaz še nisem sprejel dokončne odločitve o ničemer glede tega. Hvala lepa za vsa ta pojasnila, za ta zelo zanimiv pogovor. Želim vam, vsem vašim sodelavcem, občanom in občankam občine Krško lepo praznovanje. Hvala lepa za povabilo in vse lepo tudi vam. Ura teče, nič ne reče, spoštovani, in tako je bilo tudi v županovi uri. Naš gost je bil župan občine Krško, Miran Stanko. Hvala za družbo in obilo lepih trenutkov. Še enkrat o praznovanju občinskega praznika vam, župani, in vsem vašim občanom in občankam. Gledalci, vi pa, kot je rekel župan, izkoristite to možnost in pridite v občino Krško in jo spoznajte tudi na morda malce drugačen način. Hvala za pozornost in srečno.